Narodna galerija je slavnostno odprla novo razstavo baročne umetnosti z naslovom Barok v Sloveniji, ki bo na ogled do 9. novembra letos. Obiskovalce so pozdravile bogate baročne podobe, živi modeli, ki posnemajo podobo baročnih umetnin, ter govorci, ki so poudarili pomen ohranjanja umetnostne dediščine in dostopnosti umetnosti za vse. Tudi za gluhe in naglušne, saj je razstava prilagojena gluhi in naglušni skupnosti. Razstavo je otvorila ministrica za kulturo Republike Slovenije dr. Asta Vrečko. Barok ni bil zgolj umetniški slog, bil je doba razkošja, pretiravanja, močnih čustev in dramatičnih kontrastov. V slikarstvu, kiparstvu ali arhitekturi je vsaka poteza iskala veličino, vsaka podoba pa želela ganiti opazovalca. In prav ta duh se je čutil tudi na odprtju razstave. Svečana atmosfera, umirjena glasba, razkošni vizualni detajli in prefinjen program so ustvarili občutek, kot bi se čas za hip ustavil oziroma vrnil v preteklost in nas povabil v stoletja, ko je umetnost govorila v jeziku svetlobe, sence in čustev. Tukaj mi je všeč, ker so tudi še igralci od AGRFT-ja pristopili zraven in je zelo zabavno jih opazovati, ko hodijo okrog. Barok je ena izmed bolj klasičnih umetniških smeri. Sicer bi rekla, da najbližje mi je sicer impresionizem, ker barok je precej bolj, že meji bolj nekako na realizem v smislu potez, ki so izbrane, in tudi izbrani motivi so bolj cerkveni. Vse take pregledne razstave dokazujejo moč in vitalnost neke kulture takrat, v tistem časovnem obdobju, in dokler nas vse to strašno zanima, ustvarjamo neko kontinuiteto znanja in doživljanja umetnostnih del. Velika dvorana Narodne galerije je pokala po šivih. Obiskovalci vseh generacij so z zanimanjem prisluhnili slavnostnim govorom in se z občudovanjem sprehodili med umetninami. Med njimi so bili številni ljubitelji umetnosti, predstavniki kulturnih ustanov, umetnostni strokovnjaki in radovedni obiskovalci, ki so želeli doživeti barok od blizu. Že ob vstopu v razstavni prostor je bilo čutiti navdušenje, spoštovanje in tisto posebno tišino, ki jo ustvarja srečanje z umetnostjo. Kar pogosto pridem v Narodno galerijo in skušam spremljati razstave, ki jih imajo tukaj. Vedno so tako imenitno pripravljene in če imamo srečo, doživimo še kako lepo strokovno vodenje. Zelo čakam, da vidim tudi eno sliko, ki jo je k tej razstavi prispeval muzej iz Murske Sobote. To mi je všeč, kadar vidim, da se tako pokrajine povezujejo in iz tega se ustvarja ena celovita slika umetnostnega ustvarjanja nekega obdobja. Meni se zdi zelo pomembno, zato da tudi se odkrije mogoče tudi kakšne dela, ki so prej ostala neodkrita. Precej slik, ki je tukaj na razstavi, je v nekih zasebnih zbirkah oziroma se nahajajo v cerkvah, do katerih mogoče nimajo vsi dostopa, ker so. Razstava prikazuje več kot 170 umetnin iz 17. in 18. stoletja, ki obiskovalcem približajo bogato in čustveno umetnost tega obdobja. Na ogled so slike, kipi, freske in predmeti za vsakdanjo rabo, ki so zaznamovali barok na Slovenskem. Idejno zasnovo razstave je pripravil umetnostni zgodovinar Matej Klemenčič. Sam se osebno raziskovalno ukvarjam že 30 let z barokom in o tem smo večkrat govorili z kolegi iz Narodne galerije in na koncu smo prav nekako v času tik pred covidom začeli malo bolj resno razmišljati o projektu in ga zdaj v zadnjih 3 letih tudi realizirali.
Ja, ta izbor je potekal v več fazah, skupaj z še 3 kolegi. Smo naredili dolge sezname tistega gradiva, ki se nam je zdelo najkvalitetnejše. Potem smo pa seveda gledali, kaj se da od tega izposoditi za razstavo. Kaj je v tako dobrem stanju ohranjeno, da si lahko sposodimo, kaj je dosegljivo. Potem so pa sledila tudi še vedno dogovarjanja z lastniki. Lastniki so pa lahko cerkve, lahko so pač župnije, lahko so muzeji. Barok je namreč izredno kompleksno obdobje, tako v smislu zgodovine, gre v bistvu široko gledano za obdobje 17. in 18. stoletja. Naš prostor, torej prostor naše Republike Slovenije, je že tako ali tako zelo kompleksen. Velik del je bil sicer habsburški, en del je bil pa teritorij Beneške republike, že med tema dvema je velika razlika. In baročna umetnost, kakršno poznamo iz Italije, kakor se tam razvije recimo v prvih 3 desetletjih 17. stoletja, se počasi postopoma širi najprej po italijanskem polotoku in potem po Evropi v zelo različnih oblikah. In ko govorimo o baročni umetnosti, gre za zelo različne oblike, forme. Velike so razlike med recimo italijanskim barokom in francoskim barokom, med nemškim barokom in angleškim barokom. Velike so razlike med tem, kaj kot barok razumemo v slikarstvu, kaj v kiparstvu in kaj v arhitekturi. Oltarne slike, kipi, freske in predmeti so odprli vpogled v preteklost in obiskovalcem omogočili doživetje baročnega obdobja v vsej svoji lepoti in dramatičnosti. Razstava je pritegnila tako ljubitelje umetnosti kot tiste, ki so se z barokom tako rekoč srečali prvič. Otvoritve razstave niso najboljša priložnost za to, da doživiš neko razstavo. Moraš priti še enkrat v miru sam, prebrati kak katalog, pogledati in to narediti, kako je treba. To je pa bolj priložnost, da srečaš kakšne znance, pa tudi prijatelje in se malo pogovoriš o tem, kaj vidiš. Ja, razstavo bi se ogledala enkrat res v miru, pa mogoče z vodstvom. Ker se mi zdi, da veliko stvari, ki sam hodiš okrog, ostane nekako neopaženih. Mogoče tudi ne prepoznaš razlik med desetletji in med temi, iz kje kakšna slika prihaja. Spremljevalni program razstave vključuje javna vodstva, risanje pred umetninami, predavanja, plesne priredbe ter ustvarjalne delavnice. Za družine z otroki so na voljo tudi posebna vodstva, ki omogočajo interaktivno doživetje razstave.